Lepa Angelika. Bilo je to v tistih davnih časih, ko je bil Monošter še trg. V velikih in lepih hišah pa je prebivala samo najbolj premožna gospoda. V beli vili na koncu ulice je živela Angelika s svojimi služabniki. Oče in mati, ki sta bila že umrla, sta ji zapustila tako bogastvo, da ji ni bilo treba nikoli ničesar delati, pa si je vseeno lahko zmeraj privoščila, kar si je le zaželela. Usoda ji je za povrh namenila tako lepoto, da je ljudem ob njej zastajala sapa, snubci pa so se ji do tal priklanjali. A lepa Angelika je bila kljub temu še zmeraj sama, saj se ji ni zdel nobeden povsem pravšnji in z nikomer ni želela deliti svojega bogastva. V koči na bregu reke Rabe je živel mladi kočijaš Lajoš, ki je zjutraj prevažal na trg sadje in zelenjavo, zvečer pa odvažal utrujene branjevke in namernike. Bil je zav in prijazen mladenič, ki je za vsakega našel dobro besedo, zato so ga imeli ljudje radi. Tudi ni nikdar terjal velikega plačila, pa čeprav je živel skromno in je marsikateri dan preživel le ob kruhu. Pravili so, da je dobrosrčnost podedoval po očetu, ki je bil cigan in mu je ob smrti zapustil le voz in konje. Skromnost pa je podedoval po materi, ki je bila bela, a je bila ciganova žena in je sinu ob smrti lahko podarila le drobceno bakreno posodico s parfumom iz Pešte. To je poslej nosil na usnjeni vrvici obešeno okoli vratu, da ga je spominjala na čase, ko so še skupaj potovali po svetu. Vsakemu je tudi rad rekel, da mu prinaša srečo in mu pomeni več od vsega na svetu. Neko jutro je mlinar naprosil mladega kočijaža, naj odpelje v belo vilo na koncu ulice vrečo najboljše pšenične moke. Usoda pa je hotela, da je bila Angelika takrat že na vrtu, kjer so ji služabniki ravno stregli zajtrkom. Lajoš se je zazrl v njene velike rjave oči in ni več mogel odmakniti pogleda. Zdelo se mu je, da je to trenutek, ki ga človek doživi le enkrat v življenju. Srce, ki mu je divje razbijalo v prsih, pa mu je v tem pritrjevalo. Angelika, ki je bila take zadrege seveda vajena, se je le glasno smejala in pri tem pokazala svoje lepe zobe, ki so se kot najčistejši biseri polesketavali v jutranjem soncu in mladeniča povsem zaslepili. Ubogi Lajoš se potem ni niti prav spomnil, kako je zapustil vrt, in njegovi konji so morali tistega dne sami najdevati poti. Kakor začaran je kočijaš le še zaril predse, pogledoval skozi ljudi in jih odslavljal z voza, ne da bi sploh sprejel ponujeno plačilo. Saj vse njegove misli so bile še zmeraj pri lepotici. Tuhtal je samo še in naklepal, kdaj in kako bi jo lahko znova videl. Tudi po noči ni zaradi tega niti za trenutek zatisnil očesa. Tik pred svitom ga je nato vendarle prešinila odrešilna misel. Odpravil se je k mlinarju in je zadnjimi prihranki kupil vrečo najboljše pšenične moke. Odpeljal jo je pred belo vilo na koncu ulice in ravno, ko je prišla Zala gospodična spet na vrt, je z vozom pridrdral na dvorišče.
Za danes pa pač nismo ničesar naročili iz vasi, so zmajali služabniki. Potem se je mlinar pač zmotil, se je izgovoril kočijaš. Sej vam bo že še prav prišlo, si je zavihtel vrečo na ramo in jo odložil pred nje. Meni pa se zdi, da se ni zmotil mlinar, ampak ti, se je zasmejala Angelika. Toda, saj ne misliš vendar, da me je mogoče kupiti z vrečo navadne moke? Seveda ne mislim tako, je pristopil Lajoš. A bil je to edini način, da te lahko spet vidim, je priznal. Tvoja lepota me je namreč tako prevzela, da bi dal tudi streho nad glavo, samo da bi te lahko potem znova videl. Če je res tako, kakor praviš, potem jo pač daj. Se mu je lepotica zazrla v oči, kot bi se želela prepričati, ali si ne izmišljuje. Še nihče ni zaradi mene prodal hiše in nihče mi ni ponudil večjega dokaza, da sem mu res pri srcu. Mladi kočijaš se je ugriznil v ustnico, da ga je zabolelo, a se ni mogel upreti skušnjavi. Skromna koča ob reki je bila res da vse njegovo premoženje, ki si ga je pridelal s trdim delom. Toda želja, da bi mu bila čarobna gospodična naklonjena, je bila močnejša. Ali bo to res pravi dokaz moje ljubezni? Je vprašal. Ali potem res lahko pridem k tebi, ne da bi mi bilo treba pripeljati moko? Seveda lahko prideš, je Angelika zapeljivo priprla oči. Le čemu vendar dober človek ne bi smel priti k pošteni hiši? Zaljubljeni kočijaš se je zavihtel na voz, a ni tistega dne več nikogar prevažal. Le še dirjal je naokoli in na vse pretege iskal kupca za svojo hiško. Bogatini so se mu ob ponudbah samo smejali, saj jim njegova revščina res ni mogla koristiti. Reveži pa seveda niso imeli denarja. Tako je že ves obupan zvečer v gostilni naletel na mešetarja, ki mu je plačal za hiško le 3 zlatnike. Toda Lajoš je bil kljub temu zadovoljen. Prespal je na vozu in zlatniki že na vse zgodaj kupil zlato ogrlico s smaragdom. Ko je prišla Angelika spet na vrt, jo je snubec že čakal pod razcvetelo jablano. Lasje so mu štrleli od vihranja in lica so mu upadla od skrbi. Toda njegove oči so žarele kot še nikoli in usta so se mu razlezla v nasmeh. Priklonil se je in izročil darilo. Potem pa že ni mogla biti kaj vredna ta tvoja hiša, če si dobil zanjo le ogrlico z enim samim smaragdom, je dejala in si jo nadela okoli vratu. Vseeno pa te v zahvalo prav rada pogostim zajtrkom, saj si gotovo lačen. Lajoš je sedel za bogato obloženo mizo, a se ni niti dotaknil hrane. Požiral je s pogledom lepotico, ki je prav z užitkom jedla, in pil njeno nevsakdanjo lepoto. Zdelo se mu je, da ni bil še nikdar v življenju tako pijan od ljubezni in tako neizmerno srečen. Toda potem si je Angelika s kotičkom snežno-belega prtička obrisala ustnice in si snela ogrlico. Ne smeš mi preveč zameriti, je rekla. A vseeno se mi zdi, da mi ogrlica s smaragdom ne pristoji ravno, kot je treba. Jo je položila preden. Biseri se pač bolje podajo k mojim očem in res ne vem, čemu bi si po nepotrebnem kvarila videz. Zaljubljeni kočijaš se je zazrl v njene oči
in je bil tudi sam prepričan, da so prav biseri pravšnji okras zanjo. Vzel je ogrlico s smaragdom in se odpravil na trg. Kmalu pa je potem ugotovil, da lahko dobi bisere le v Šoprunu. Ni mu torej preostalo drugega, kot da je pognal konje in se odpravil na dolgo pot. Potoval je ves dan in vso noč. Najstarejši vranec se je spotoma tako upehal, da ga je moral izpreči in pustiti na cesti. Preostale 3 konje je skupaj z vozom prodal v Šoprunu. Zato svoje preostalo premoženje je iztržil 3 zlatnike, kar je ravno zadostovalo, da je lahko smaragd zamenjal za ogrlico z biserom. V Monošter se je potem moral vrniti peš. Pešačil je 3 dni in noči in si tako brusil podplate, da so mu čevlji ostali v prahu. Toda Lajoš zdaj ni imel več niti ficka, da bi si kupil nove. Stiskal je zobe in si kljub utrujenosti celo požvižgaval, saj nosil je v naprstnem žepu darilo, ki se ga bo ljubljena gospodična zagotovo razveselila. Zaradi tega mu je pelo razneženo srce in vsaka misel nanjo mu je dala novih moči. Bil je znova že večer, ko je končno stopil na dvorišče bele vile na koncu ulice. Angelika je sedela na balkonu, osvetljenem z baklami, in si krajšala čas z igralnimi kartami. Sem že mislila, da si pozabil name, je dejala, kot da ne bi vedela, da je za njim tako dolga in naporna pot. A vseeno moram reči, da si mi zdaj prav dobrodošel. Saj je moja služinčad tako slaba na kartah, da je to že povsem dolgočasno. Lajoš je zatajil silno utrujenost in segal po kartah, ki mu jih je dodelila. Podobe na njih so mu plesale pred očmi in le stežka se je spomnil, kako gre igra, ki jo je sicer dobro poznal. Čakal je samo še na trenutek, ko ji bo lahko končno izročil ogrlico z biserom, zato je igro gladko izgubil. Slabše igraš od mojih najbolj butastih služabnikov, zato že vidim, da mi boš povsem pokvaril večer, je nejevoljno zmajala Angelika. Samo utrujen sem od poti, je vzdihnil kočijaš. Bil sem medtem v Šoprunu in glej, kaj sem ti prinesel. Je izvlekel iz naprsnega žepa ogrlico z biserom in jo poln pričakovanja položil pred njo na mizico. Ko se človek tako dolgočasi, mu pač ni niti do biserov, je odvrnila, ne da bi se dragocenega darila sploh dotaknila. Dan in noč sem bil na poti in vse svoje premoženje sem dal samo zato, da bi ti dokazal, kako zelo mi je do tebe, je vztrepetal Lajoš. To si mi res dokazal in zdaj ti torej verjamem, se je zviška nasmehnila lepotica in pobrala karte. Dobil si to zadoščenje in s tem sva torej opravila. Je vstala od mize in pomignila služabnikom, naj ga pospremijo iz hiše. Počakaj vendar, je ves iz sebe vzkliknil zaljubljeni mladenič. Ostal sem brez strehe nad glavo in brez konjske vprege, s katero sem se lahko preživljal. Ti pa me zdaj kar tako podiš iz hiše? Podim te, ker terjaš od mene nekaj, kar ti nisem nikoli obljubila, je bila neizprosna. Jezim se, ker si očitno mislil, da me je mogoče kupiti z ogrlico, ki ni vredna več kot ograja okoli moje hiše. Kočijaš je umolknil in je zdaj res nameraval oditi. A ko je poskušal vstati, se ni mogel več niti premakniti.
Od dolge hoje utrujene noge so mu namreč pod mizo povsem otrdele in ostra bolečina ga je grabila v hrbtu. Služabnika sta priskočila in ga poskušala spraviti pokonci, a kmalu so skupaj ugotovili, da brez poštenega počitka ne bo mogel napraviti več niti koraka. Posteljite mu v dnevnem prostoru in ga pustite, naj se naspi, se ga je končno usmilila Angelika. A poskrbite, prosim, naj odide prej, kot se zjutraj zbudim, saj ne želim, da bi mi svojim nesmiselnim moledovanjem pokvaril še jutrišnji dan. Storili so, kot je velela, in v belo vilo na koncu ulice se je zavlekla noč. Lajoš je obležal, kot so ga bili položili, in je v trenutku zaspal. Sen, ki ga je bil tako zelo potreben, je bil vsaj za nekaj časa močnejši kot bolečina, ki mu je stiskala srce. Vse, kar mu je trdosrčna lepotica nocoj zabrusila v obraz, je bilo skorajda res. Zagotovo pa ni bil kriv, če so njegove zaljubljene oči videle drugače, kot je bilo v resnici, in so njegova ljubečih besed željna ušesa slišala le tisto, kar so želela slišati. Ponoči je Angeliko predramil stok. Poležala je v posteli in skušala znova zaspati. Nato pa ji le ni dalo miru in je pokukala v dnevni prostor. Lajoš je v snu slonel na pogradu in stiskal med prsti drobno bakreno posodico, ki jo je na usnjeni vrvici nosil okoli vratu. Tiščal jo je klicem, jo poljubljal in šepetal. Ljuba moja mati, ti, ki si vedela, kaj je ljubezen, saj si ljubila cigana in si se morala zaradi tega odpovedati vsemu drugemu, vsaj ti me zdaj gotovo razumeš. Tako pa tudi jaz končno razumem, da je to tvoje srčno darilo, ki je bilo vse, kar si mi lahko zapustila, vredno neizmerno več kot vsako drugo bogastvo. Oprosti mi, ker sem bil tako slep, da sem ga nameraval nocoj pokloniti Angeliki. Zagotavljam ti, da sem prestal preizkušnjo in ti obljubljam, da ne bom več nikoli tako nespameten, da bi lahko to tvoje čudovito darilo prišlo v roke ženski, ki ga ni vredna. Angelika se je pritajila za vrati in je dolgo premišljala njegove goreče besede. Že vse te dni, ko je mladi kočijaš prihajal na njim vrt, se je čudila njegovemu silnemu ljubezenskemu plamenenju, ki se ni v njej še nikdar predramilo. Naj so namreč poskušali še tako vneti in vešči snubci, njeno srce je ostajalo hladno in tudi najbolj vztrajni so naposled obupali. Zdaj se ji je na lepem zazdelo, da nosi speči mladenič v posodici pod vratom skrivnost, ki bi v tej njeni bolesti morda lahko pomagala. Počakala je, da je zopet trdno zaspal in so mu roke umahnile, nato pa se je po prstih pritihotapila v dnevni prostor. Škarja mi je preščipnila usnjeno vrvico in mu previdno snela dragoceno posodico. Lajoša so služabniki še pred svitom postavili pred vrata. Napotil se je iz krajev, v katerih je škodoželjni ljudski glas že raznesel vest o njegovi nesrečni ljubezni in monoštru ga, pravijo, po tistem niso videli nikoli več.
Angelika je zjutraj skrivaj odprla posodico, ki mu jo je bila ponoči snela z vratu. V njej je bilo le nekaj kapljic zlato-rumene tekočine, ki je dišala po orehovi lupini in je bila najverjetneje ceneni damski parfum s peštanskih tržnic. Prava reč, se je namrdnila gospodična. Le kaj pa bi lahko ciganska nevesta svojemu ubogemu sinu poklonila drugega kot kako pokvarjeno dišavo, je odmahnila. Nato pa je le pomočila prst in si ga je kar tako, s tisto znano žensko navado, nanesla na obraz. Zasrbelo jo je, da se je morala kar nekajkrat zdrgniti z dlanjo. Ko pa jo je potem še skelelo in se je nagnila k ogledalu, jo grozi kriknila. Njen gladki obraz se je bil v hipu povsem zgubal in lepa Angelika je to jutro postala grda starka. Umivala se je in drgnila, a ni niti malo zaleglo. Obiskala je potem vse dobre zdravnike od Pešte do Dunaja, a ji ni znal nobeden pomagati. Zapravila je za zdravila vse svoje premoženje, prodala je tudi belo vilo na koncu ulice, a njen obraz se je kljub vsemu samo še gubal. Bila je revna in grda, da so ljudje ob srečanjih pogledovali v stran, otroci pa so se je strahoma ugibali. A prav nikomar v mnoštru se ni zaradi tega posebej smilila, saj so bili prepričani, da jo je doletela kazen, ki si jo je svojo prevzetnostjo in ošabnostjo še kako zaslužila.